Dragi otroci, ko smo se pred natanko letom dni družili v tej predsedniški palači, smo govorili o prihodnosti. Kristalna dvorana je bila polna živžava, iskrila se je od vaših zamisli in načrtov. Gledal sem vaše oči in v njih videl prihodnost, polno optimizma in neke neustavljive življenjske energije. Takrat ste mi povedali, kakšno prihodnost si želite, kako naj vam odrasli pomagamo, da boste lahko uresničili svoje želje. Vaše besede nosim v zavesti in v srcu. Vsaka odločitev in sleherni poziv, s katerim kot predsednik republike nagovorim našo skupnost, je tudi odraz odgovornosti, ki jo čutim do vsakega izmed vas. No, danes, le kratko leto dni kasneje, v Kristalni dvorani ni vašega direndaja. Tudi po šolskih hodnikih trenutno ne odmeva vaš smeh. Vendar smo vseeno našli nek način, da v času epidemije ohranimo naše prijateljstvo, da skrbimo drug za drugega in za naše zdravje. Tudi danes se boste pogovarjali o prihodnosti. Ne moremo, nihče ne ve natančno, kakšna bo, vemo pa, da se moramo vsak dan truditi, da bi bila lepa, pravična in vključujoča. Z mislijo na vas, na prihodnost, v kateri se bomo spet videli, se pogovarjali, si morda zaupali tudi kakšno skrivno željo, vam sporočam, da je predsedniška palača z današnjim dnem postala UNICEF-ova varna točka. Vrata predsedniške palače so vam na stežaj odprta. Kadarkoli boste v stiski, kadarkoli boste potrebovali pomoč odraslega ali pa zgolj nekoga, ki bi se mu želeli zaupati, boste tu vselej varni in bo tu nekdo, ki vam bo prisluhnil. Moji dragi mladi prijatelji, sprejmite prosim moje najboljše želje ob svetovnem dnevu otrok. Moja iskrena želja je, da kljub zelo posebnim razmeram ostanete polni optimizma in ohranite to vašo otroško igrivost. Vse bo še zelo dobro. Na to se lahko zanesete. Srečno. Živja! Vsi otroci smo zelo veseli, da je danes, 20. novembra, ko praznujemo Svetovni dan otrok, predsedniška palača postala ena izmed UNICEF-ovih varnih točk. Tako je v mestu še en varen kraj, kamor se otroci lahko zatečejo. Seveda pa smo veseli, da nam bo na voljo vse dni v letu. Tja se lahko zatečemo za pomoč, podporo ali pa če se znajdemo v kakršnikoli stiski. Zato otroci, kar pogumno. Prav je, da spregovorite o svojih težavah in poiščete pomoč. Saj veste, stiska ni toži baba, bolečina ni jokica stokica in nemoč ni špeckahla. Adijo! Varnost in zaščita sta zelo pomembni v življenju otrok in mladih. Omogočata nam zdrav razvoj in prispevata, da lahko uresničimo svoj poln potencial. Lani smo otroci v predsedniški palači sporočali, v kakšnem svetu si želimo odraščati. Med drugim smo izpostavili, da si želimo živeti v varnem okolju. Res smo veseli, da je predsednik prisluhnil našim željam, jih upošteval in tudi uresničil. Gre namreč za prvo predsedniško palačo na svetu, ki se je vključila v mrežo UNICEF-ovih varnih točk, na kar smo lahko izredno ponosni. Ponosni pa smo lahko tudi na to, da predsednik redno prisluhne našim predlogom in nas vključuje v oblikovanje naše skupne prihodnosti. Otroci smo namreč pomembni soustvarjalci današnjega in jutrišnjega sveta. Zato, gospod predsednik, računamo na vašo podporo tudi v prihodnje. Vključite nas. Smo ključ do rešitve.